Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji nogometa, lepo pozdravljeni. Dobar dan voščim in dobrodošli. Pred nami je uvodna tekma 34. torej predzadnjega kola slovenskega nogometnega prvenstva. Na štadionu ob jezeru bosta igrala domači Rudar in Gorica. Dve tekmi, med njima tudi derbi med Mariborom in Olimpijo bosta jutri, zadnji dve tekmi tega kola pa v nedeljo. Lepušček v kazenski prostor do Mariniča, Marinič lepo nazaj, Osudži, namestil se tam Osudži, ali bo to 11-metrovka? Očitno bo to 11-metrovka za Gorico. Celcer strelja in zadeva. V 36. minuti so torej Novogoričani povedli v Velenju. Potem pa strel proti vratom, priložnost in ali zdaj Goričani vodijo z 2-0, mislim, da je bil ofsajd Grudine. Poglejmo še enkrat tole situacijo. Ja, Grudina je bil v prepovedanem položaju. Zadnji zadetek, Radić v kazenskem prostoru, Trifković navzven do Šehića, Šehić dobra podaja, Parfit Williams strelja. Podaja proti Šehiću, Šehić v kazenskem prostoru, Šehić strelja, brani Sorčan. Tomašević na bok, Pušaver podaja, z lahkoto je tole žogo ujel Sorčan. Čoralić v kazenski prostor, priložnost in vratnica, pa obramba Sorčana. Podaja v kazenski prostor, Šehić strelja, vratnica, to je neverjetno, koliko smole za Rudar na tej tekmi. In v tem trenutku je Glažar odpiskal konec tekme, zmaga za Gorico. Ja, najprej čestitke Gorici, oni so iz svojih 4 strelov enkrat zadeli, mi iz svojih 20 nismo. Junak tekme je golman Sorčan, mislim, da to pove vse. Gorica se je zelo dobro in uspešno branila, mi pa smo bili v zaključku napada nenatančni, prehitri. Zmanjkalo nam je mogoče tudi malce športne sreče, fantom nimam kaj zameriti. Trudili so se, igrali so dobro, predvsem v drugem polčasu. Vseeno pa, če ne zadaneš, si ne zaslužiš več. Ja, res zelo pomembna zmaga. Mislim, da proti enemu zelo kvalitetnemu nasprotniku na gostovanju. Bi rekel, da smo odigrali prvi polčas zelo dobro, drugi malo manj. V bistvu nasprotnik nas je prisilil dosti v globoko branjenje, vendar nekako nam je uspelo tudi za obrambeni Sorčana to mrežo ohraniti nedotaknjeno. Je pa tako, igralci so res dali ven 100%, kar morajo. Vidi se, da so eni igralci že izčrpani, manjka nam malo kombinatorne igre, kreacije, vendar treba delati, imeti potrpljenje in mislim, da rezultatsko smo ok, da smo naredili dobre stvari. Zdaj 2 koli pred koncem smo še v igri za to 4. mesto, mogoče se bo pa zgodilo, tako da moramo verjeti v to, vendar se ne smemo to nekako preveč obremenjevati s tem. Treba razmišljati o naslednji tekmi, ki je Ankaran, pomembna in je zelo težka tudi tista, tako da nobena tekma in nobena točka ni lahko prigarana.